Še nekaj bi rada dodala, nekaj o mitu, da je popolnoma normalno, da se s partnerjem razidete, ker se ne razvijate enako. Jaz sem prepričana, da ste že ničkolikokrat prebrali ali slišali, da je normalno, da se pari razhajajo, če se ne razvijajo enako, če oba ne delata na sebi, če oba osebnostno ne rasteta. Lepo vas prosim, a imamo števce? A se najprej, ko se spoznamo, pomerimo? Koliko si ti razvit? Koliko si pa že ti, ki je osebnostno zrasla? Na kateri stopnji osebnostne rasti si pa kaj ti? Mislim, Jezus, tega ni, to ni življenjsko. Dejstvo je, da vaju je enkrat nekaj pritegnilo skupaj, da sta si bila enkrat všeč, da ste si bila enkrat dovolj in da je bilo dovolj močno, da sta se odločila, da bosta skupaj gradila, ustvarjala, kreirala, da bosta pač ustvarila skupno življenje. In ne, to ne pomeni, da rabite kar s komerkoli in zavedno ostati skupaj, če tega ne želite, če tega nočete iz kakršnihkoli tehtnih in pristnih razlogov. Hočem samo povedati, da se zavedate, da če ste partnerja izbrali enkrat, ga lahko znova in znova izbirate spet. Če ste seveda že takrat vedeli, kaj počnete in zakaj. In ne dovolite, da vam te novodobne vraže kradajo opcije in priložnosti. Ne dovolite si tega. Ker, veste, najlažje je prevaliti krivdo in kazati s prstom na nekoga, kako on ni naredil tega pa tega, kako se ni osebnostno razvijal, kako se ni posluževal, kako se ne razumemo in tako dalje. Dajmo malo obrniti sliko. Mogoče pa mi nismo znali nečesa zmanevrirati, nečesa shendlati, bi lahko rekla. In mogoče se ravno tukaj skriva en del odgovora, torej zakaj paru ni uspel. Mogoče je pa ravno tisti, ki se odloči, da odhaja, da bo šel, tisti, ki mora nekaj še iskati, poiskati. In nikjer ne piše, da morda tega ne bi zmogli narediti v zvezi. Ampak da ne bo pomote. Ničesar ne trdim, ne obsojam, ničesar ne zagovarjam. Dejstvo je, da vsak par je zgodba zase. Vse, kar pravim, je, da vidim in spoznam veliko družin, ki prehitro obupajo, katerim so odvzete priložnosti, da bi poskusili, da bi zmogli, da bi se potrudili. Hočem povedati, da se zavedajte, da imamo na voljo kup znanj, kup mehanizmov, s katerimi si lahko pomagamo in dvignemo kvaliteto svojih življenj, kvaliteto svoje percepcije, spreminjamo način svojega razmišljanja, preden se odločamo za drastične spremembe, ki bodo zavedno spremenile tok dogodkov, ne samo za nas, ampak za vse vpletene, za vse okrog nas. Ker ne pozabite, še vedno so največja kolateralna škoda ravno otroci. Pričemer naj pa še enkrat poudarim, da kolikor je pa prisotno kakršnokoli nasilje, zlorabe, to pa ni dopustno.